Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. Tokrat osrednjo pozornost namenjamo novo imenovanemu direktorju bistriške komunale Maksimiljanu Tramšku, sicer pa vabljeni k ogledu. Prenova bistriškega bazena končana. Problematika vetrne elektrarne v Kalšah. Maksimilijan Tramšek, novi direktor komunale Slovenska Bistrica. Obnova mestnega kopališča v Slovenski Bistrici je zaključena. Uspešno so izvedli tudi tehnični prevzem objekta. Bazen je popolnoma obnovljen. Namestili so sodobnejšo bazensko tehniko in keramiko ter zamenjali bazensko školjko. Več o tej pomembni pridobitvi je povedal Marjan Štimec, direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Z velikim veseljem lahko rečem, da smo včeraj naredili tehnični prevzem kopališča, gradbeni tehnični prevzem je gradbeno končano. Zdaj imamo še čas, nujno še opremo montirati, je kar precej tega. V glavnem kopališče je popolnoma prenovljeno. En del, mislim, da severni del so podrli, pa so tam zadela igrišče, ki bo tudi pred otvoritvijo že končano. Potem je bila školjka popolnoma prenovljena, je zdaj keramična, prej je bila iz aluminija. Vsa tehnologija za vzdrževanje kopalne vode je nova in najbolj moderna, kar se zdaj dobi. In glede na to, da tudi prej nismo imeli težav z vodo, upamo, da tudi zdaj ne bomo imeli. Kopališče je, bazen je malo večji, kot je bil prej in ima olimpijske mere za 25-metrske bazene, tekmovalne mere za 25-metrske bazene in tudi stroge označene startni bloki in vse to je narejeno. Prostori za prodajo vstopnic, potem prostori za nočnega čuvaja, prostor posebej za reševalca iz vode, manjši gostinski prostor, pa skladišča za opremo, pa strojnica, ki je zdaj izven nad kopališčem, prej je bila pa pod kopališčem. Vse zadeve so avtomatizirane, doziranje kemikalij je nastavljeno tako, kot mora biti, in ne bo nam treba več z rokami to delati. Koliko pa je po zadnjih podatkih stala naložba? Mislim, da je 670 000 evrov, pa ni nobenih prekoračitev. Izvajalec je bil krt in je tudi se držal vseh pogodbenih določil, tako da nismo imeli nobene težave. Kdaj pa lahko, glede na sedanjo situacijo, pričakujemo odprtje bazena? Ja, mi čakamo na rahljanje teh naših ukrepov še naprej. Mislim, da bo vsaj po napovedih od 1. junija naprej možnost odpiranja kopališč. Zdaj, kakšni bojo pogoji, še ne vemo. Jaz pa bolj verjamem, da bi to znalo biti po 15. juniju. Tako da mi predvidevamo otvoritev kopališča, odprtje kopališča tam okoli 25. junija, mogoče že 20. odvisno od vremena. Prvo vodo bomo pa v ponedeljek spustili v bazen in sicer za tega, da se preizkusi vodotesnost. To vodo potem ne moramo uporabljati za kopanje, bomo spustili ven, pa ponovno nalili in začeli vzdrževati tako, kot je treba za kopanje. Kakšna pa bo cena vstopnic? Ja, cena bo enaka, kot je bila do zdaj, ker bi rekel, cene teh kopanj so zelo nizke, tako da mi bomo ostali na tem, kak je bilo. Mogoče bo kakšna nova stvar, če bomo zmislili, recimo, še kakšno nočno kopanje dodatno. Potem se nam javljajo take, ki bi radi se potapljali, pa podobne zadeve, tiste pa smo morali še preračunati, koliko to ostane. Pa reševanje iz vode treba zagotoviti, to je predpisi okoli varnosti pri kopališčih so zelo ostri in tudi se
zelo ostro kontrolirajo. Krajani Kalš nasprotujejo postavitvi male vetrne elektrarne. Svet krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju je pred 2 tednoma preklical soglasje za izgradnjo male vetrne elektrarne v kraju Kalše. Februarja letos so sicer člani sveta krajevne skupnosti glasovali drugače, čeprav ne enotno, so izdali soglasje. Nameravani gradnji so se uprli krajani in posamezniki, ki so se povezali v civilno iniciativo. O tem, zakaj krajani Kalš nasprotujejo postavitvi male vetrne elektrarne, smo se pogovarjali z Modestom Motalnom, predsednikom krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju. Ja, kolikor so krajani v zadnjih mesecih seznanili krajevno skupnost, jih najbolj skrbi hrup, in sicer nizkofrekventni hrup. Sicer investitor je predložil hrupno študijo, v kateri zakonodajno dokazuje, da nekega posebnega vpliva na zdravje ljudi, kar se tiče hrupa, ni. Zagotovo pa seveda ni predvidel tega, da to tukaj stoji in nimamo ta pravih podatkov, hkrati pa tudi niso v tej hrupni študiji zajeti podatki, kaj to pomeni vpliv nizkofrekventnega hrupa na zdravje ljudi. Hkrati pa se krajani pritožujejo predvsem zaradi bližine predvidene vetrne elektrarne. To pomeni, da je najbližji objekt med 150 do 160 metrov oddaljen od predvidene vetrne elektrarne in pravzaprav to je tisto jabolko spora, ki se je pravzaprav odkrilo. Zato je svet krajevne skupnosti tudi preklical soglasje o izgradnji te vetrne elektrarne. Imeli ste izredno sejo, kmalu pa se obeta tudi redna seja. Ja, res je. Ne glede na to, da je 8. februarja letos svet krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju izglasoval pozitivno mnenje za izgradnjo te vetrne elektrarne v Kalšah, sem potem na pobudo civilne iniciative krajanov in pa dodatnih okoliščin bil tudi primoran in pa seveda sem odgovorno ravnal na ta način, da skličemo posebej sejo, še enkrat se pogovorimo o vseh detajlih, ki zadevajo to vetrno elektrarno. No, in ta izredna seja je bila tudi prekinjena zaradi tega, ker smo imeli preobširno gradivo, ki smo ga dobili predloženega na seji in smo to izredno sejo nadaljevali tudi v prejšnjem tednu. Izglasovano je bil preklic soglasja in pa seveda ponovno odločanje o postavitvi vetrne elektrarne v Kalšah. Seveda pa bo v naslednjih tednih tudi sklicana redna seja sveta krajevne skupnosti, na kateri bomo med drugim obravnavali tudi to tematiko. Kakšno odločitev pričakujete? Pravite, da je problem predvsem o ohlapni zakonodaji. Ja, res je. Kakšno odločitev pričakujem, ne morem pravzaprav predvideti, kakšna bo. Lahko samo rečem, da bi želel, da tukaj so obe strani zadovoljni, kar bo seveda težko, ne? Tako na eni strani krajani, kot na drugi strani investitor, ki pač namerava to v elektrarno tukaj postaviti. Je pa res, da se država sedaj postavlja odločitve, tako težke odločitve, kot je postavitev vetrne elektrarne v okolje, na pleče nas na lokalni ravni, kjer pravzaprav roko na srce nimamo strokovnih znanj, nimamo strokovnih služb. Kaj zdaj to pomeni? Naj enkrat že končno rečejo, tako kot imamo 4 metre od meje soseda lahko gradimo, tako lahko rečejo tudi tukaj, od stebra vetrne elektrarne do najbližjega objekta naj bo toliko in toliko metrov. In bomo vsi vedeli, pri čem smo in o tem sploh ne bi debatirali. Maksimilijan Tramšek, novi direktor Komunale Slovenska Bistrica. Maksimilijan Tramšek, ki je že od avgusta lani po odstopu dolgoletnega direktorja Blaža Gregoriča vodil Komunalo Slovenska Bistrica, bo s 1. julijem nastopil polni 4-letni mandat. Pred dnevi ga je na to mesto imenoval nadzorni svet tega javnega podjetja. Maksimilijan Tramšek je v pogovoru za Studio Bistrica predstavil glavne naloge, ki jih čakajo v prihodnjih letih. Za poslovanje družbe sem zelo dobro poznal, bil sem tudi nadzornik. Dolgo časa sem že te
v občinski politiki, tako da malo delovanje same gospodarske javne službe, kako tudi delovanje občinskega sveta in navsezadnje tudi širše lokalne skupnosti, krajevne skupnosti, kjer vodim že 3. mandat in še začel sem v vaških odborov pred 20 leti, nekako ves ta ustroj funkcioniranja in delovanja zelo dobro poznan. Zato mi je bil to eden izmed izzivov, da poskušamo na tem področju nekako dvigniti na malo višji nivo. Razvijali smo ves ta čas, tudi strani nadzornega sveta je šel razvoj komunalnega podjetja. Jaz vem, ko sem stopil leta 2011, nas je bilo 68 zaposlenih, slabih 4 milijone prihodkov, danes družba ustvarja prek 10 milijonov prihodkov, 120 zaposlenih, vizija je, da bomo rasli, tako da je bil en to izziv. Je pa bil izziv tudi to, ker prihajam iz gospodarstva, delal sem 25 let, skoraj 25 let v privat sektoru, kjer je bil neki drugi režim dela, neki drugi način dela, kjer so se zadeve zelo hitro odvijale, odločale, imeli smo velike odgovornosti in zdaj pač prihaja še en sistem, kjer je pač treba to nekako tudi usklajevati, tudi na nekem političnem nivoju določene zadeve, tudi v več občinah in ja, predstavljalo mi je to neki izziv in zato sem se tudi odločil. En veliki izziv je že za vami. V času epidemije novega koronavirusa ste morali postoriti res veliko. Kako ocenjujete delo vaših zaposlenih? Ja, koronavirus oziroma korona ukrepi, ki smo jih pač mi izvajali, so predstavljali vsem nam velik izziv. Mi smo se dnevno srečevali, strateški kolegi, ki pač je podjetju, na dnevnem nivoju smo usklajevali vse zadolžitve, vse naloge, delili smo po posameznih področjih tudi zaposlene, dali določeno število ljudi v karanteno. Zdaj poskušali smo biti kreativni, izvajati nemoteno to gospodarsko javno službo na vseh nivojih, tako na vodooskrbi, ki je bil en velik zalogaj, tako na odpadkih, odvajanju, čiščenju, na javni snagi v mestu in nazadnje tudi na vzdrževanju vseh lokalnih cest in seveda tudi na pokopališki dejavnosti. Zdaj, izziv velik je bil to, da smo si pravočasno zagotovili zadostno število zaščitnih sredstev, ker jih ni bilo. Dejstvo je, da jih ni bilo. Mi sicer se s tem stročujemo pri vsakodnevnem delu, zato smo imeli nekaj te osnovne zaščitne sredstev na zalogi za teden dni, 2 tedna, če so neke normalne okoliščine. Tu smo pač mogli razdeliti določeno število, zadostno število vsem zaposlenim zaščitnih mask. To smo nekako uspeli, predvsem na osnovi res naših poslovnih partnerjev, neke paleta dobaviteljev, ki jih imamo. Tudi moram povedati, da smo nabavljali res po nekih ugodnih cenah, ni to, kar smo zasledili iz medijev. Zdaj, bili smo kreativni, poskušali smo biti prisotni tudi medijsko, kar našteto nekih ukrepov smo dali, prišli na elektronsko poslovanje, tako da stranke so nas lahko dobile, bodisi preko telefona, preko elektronskih različnih teh portalov, mailov, tako da smo skoraj ves ta čas izvajali nemoteno našo službo na vseh področjih in uspeh je pa bil to, da res nihče, noben od zaposlenih se nam ni okužil. Nekoliko ste že omenili poslovanje podjetja. Kakšni so torej poslovni rezultati leta 2019 v primerjavi z letom poprej? Ja, zdaj, leto 2019 smo zaključili v pozitivnimi številkami, trenutno poteka revizija, revidiranje poslovnih izkazov, zaključili smo 112 tisoč evrov pozitivnega rezultata. Zdaj, družba se je v zadnjih 2-3 letih srečevala z veliko težavo, predvsem na področju odpadkov. Zdaj, dejstvo je, da v cena storitve obdelave, ki so bile nazadnje potrjene leta 2014, v skladu z novo uredbo ni bilo termične obdelave, ni bilo najemna infrastrukture, vsi objekti, ki so se tukaj zgradili, mi za te objekte plačujemo najemnino družbenikom, to se pravi ustanoviteljicam, občinam, količina odpadkov se je povečala. Ti odpadki danes, če so šli prej direktno v jamo, po prebiranju direktno v jamo, danes se ti odpadki skoraj več kot nekje 70% vozi v termične obdelave. In to so bili ključni pokazatelji, ki so zelo vplivali tudi na samo poslovanje tega regijskega centra oziroma področja obdelave odpadkov in to je nam povzročilo največje težave pri poslovanju, zato je bilo tudi poslovanje leto poprej tudi negativno. Že nekaj časa je jasno, da boste v prihodnjih 4 letih osrednjo pozornost namenili ravnanju z odpadki.
Kakšna je vaša vizija na tem področju? Dejstvo je, da sistem funkcioniranja ravnanja z odpadki pri nas ne funkcionira. Tu smo tudi aktivni tudi na državnem nivoju, na vseh teh združenjih. Dejstvo je, da nam količina odpadkov v zadnjih letih se je podvojila. Mi trenutno zberemo na tem regijskem centru 21 000 ton vseh odpadkov. To so tudi odpadki iz industrije. Vedno govorimo samo o mešanih komunalnih odpadkih iz gospodinjstva, kjer mi izvajamo to gospodarsko javno službo, pozabljamo pa na industrijo. Zdaj, izvajamo to javno službo v 5 občinah. Mi te odpadke zbiramo in jih moramo tudi obdelati. Obdelujemo mešane komunalne odpadke, medtem ko vse ostale odpadke, kot so embalaža, papir in steklo, predajamo naprej embalažnim družbam in tu sheme ne funkcionirajo. Ne. Embalažne družbe, ki jih je ustanovila država, ki bi morale dejansko za te nastale odpadke poskrbeti, nam prevzemajo zgolj nekje 40% teh odpadkov in ti odpadki se sedaj kopičijo v naših deponijah, mi jih tu sami ne smemo obdelovati in potem neko te zgodbe rešujemo skozi neke interventne zakone. Zdaj je trenutno tudi v proceduri interventni zakon, ki bi naj delno rešil nastalo situacijo. Mi imamo tu na skladišču nekje 600 ton neodpeljane embalaže. Skladiščne kapacitete imamo zgolj za 200 ton, vse ostalo skladiščemo na prostem, nastajajo ščurki, redijo se, pač je velik ta okoljski problem, velika požarna ogroženost in seveda to nas vse skupaj skrbi. Ne. In kakšne so možne rešitve? Ja, vsekakor vizija, ki bo zaznamovala mandat, to je naslednja 4 leta, je nekako se osamosvojiti, ne biti toliko odvisnih od teh embalažnih družb, si mimo zakonodaje ne bomo mogli zabiti, ampak strmimo pa k temu, da bomo pričeli tudi obdelovati embalažo, veliko teh odpadkov predelati tudi neke proizvode in dati na trg, to se pravi vložiti v samo infrastrukturo, ki je na samem zbirnem centru. Mogoče smo se že povezali z raznimi poslovnimi partnerji, ki tržno delajo na trgu na osnovi predelava goriva. Zavedati se moramo, da večinoma teh odpadkov prestane kot gorivo za sežigalnice in biti neodvisni od tržne konkurence, sami poskušati proizvesti gorivo in tako znižati ceno, kar bo posledično tudi zmanjšalo vpliv na cene storitev gospodarske javne službe in neposredno tudi za uporabnike. Kar nekaj sva povedala o problematiki ravnanja z odpadki. Kakšni so pa ostali načrti Komunale Slovenska Bistrica v prihodnjih 4 letih? Ja, vsekakor mi želimo ponuditi en dober servis vsem uporabnikom naših storitev, to se pravi na nivoju gospodarske javne službe, na vseh nivojih, tako vodoskrbi, vzdrževanju cest, ravnanju z odpadkom, odvajanju in čiščenju. Želimo pač nuditi en dober servis, vsekakor brez vlaganja v infrastrukturo, to se pravi osnovna sredstva. Infrastrukturo ne bo šlo, saj samo vlaganje nam pomeni, da bomo lahko mi te storitve tudi kvalitetno izvajali. Ne želimo si pritiska po dvigu cen, kljub temu, da smo mi tu zavezani enim strogim okoljskim standardom, ti bojo tudi prioriteta, to se pravi, kaj bomo mi pustili našim zanamcem oziroma našim naslednjim rodom, to se pravi, okoljski standardi nam predstavljajo veliko izzivov. Želimo pa predvsem tudi na kadrovskem področju, zdaj se srečujemo z veliko težavami, tako da kadrovsko področje bo eno tudi izmed prioritet, vzgoja kadrov, izobraževanja, tudi napredovanja, interno kadrovanje, napredovanje. Tako da to so neki izzivi, so pa neki srednjeročni tudi, želimo nekako ves ta vozni park, ki ga imamo zdaj na različnih lokacijah, nekako spraviti pod neko streho, neke nadstrešnice in nekako srednjeročno tudi zgraditi neke prijazne prostore, ki bojo uporabni. Mi smo občina invalidom prijazno, danes k nam težko prihajajo ti starejši ljudje, nimamo nekih sprejemnih pisarn, kljub temu, da smo uvedli eno sprejemno pisarno, ki deluje 7 dni v tednu. Vsi želimo na tem področju jutri nove komunale, ki bo prijazna uporabnikom. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 25. maja do 1. junija obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 5 kaznivih dejanj tatvine, 2 kaznivi dejanji goljufije, 1 kaznivo dejanje grožnje, 1 kaznivo dejanje napada na informacijski sistem, 1 kaznivo dejanje vloma, 1 kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti in 3 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari. Pokoše.
Neznani storilec je opravil vpis 2 parcel v zemljiško knjigo oziroma overil lažno vsebino na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ter s tem lastnico oškodoval za 1000 evrov. Črešnjevec. Neznani storilci so na 2 neregistriranih osebnih vozilih in počitniški prikolici razbili več šip in izpod nadstreška odtujili Mini Moto 50. S tem so lastnika oškodovali za 800 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je oblepil karoserijo osebnega vozila ter s tem vozilo poškodoval in lastniku povzročil za 1000 evrov škode. Policisti so bili obveščeni o 7 prometnih nesrečah. V 3 primerih so odstopili od ogleda kraja nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. V 2 primerih so prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom, v 2 primerih pa so povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi vožnja pod vplivom alkohola so izvedli 5 ukrepov. 2 voznikoma so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jima izdali plačilni nalog. Zoper 3 voznike pa so podali obdolžilni predlog za uvedbo postopka o prekršku na Okrajno sodišče Maribor. Izdali so tudi 39 plačilnih nalogov. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 8 intervencij. Od tega so 4-krat posredovali v zasebnih prostorih in 4-krat na javnem kraju. V 2 primerih bo zoper kršitelja uveden hitri postopek z izdajo odločbe. V 6 primerih pa so zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Zaradi preprečevanja okužb za COVID-19 so opravili več nadzorov na javnih površinah, pri čemer niso ugotovili nobene kršitve odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih. Obravnavali so tudi en prekršek v zvezi s posestjo prepovedane droge in en požar na osebnem vozilu ter 2 delovni nezgodi. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni redni tedenski oddaji Bistriški tednik. Nasvidenje do prihodnjič in ostanite zdravi.